Lep pozdrav. Danes imam bolj praktično temo. Včasih mi kaka prijateljica reče, daj bolj konkretno, vajo pokaži, da bomo te bolj razumeli. Res je. Božja modrost, zemeljska modrost nista enačaj. To, kar je iz zemeljskega vidika modrost, je iz Božjega vidika nemodrost. In obratno. In če želimo razumeti, kako zaživeti Božjo modrost na zemlji, v telesu, je potrebno poznati Božje modrosti. Brez poznavanja Božjih modrosti ne moremo pričakovati rezultatov v zemeljskem nivoju. Danes, ko sem kupovala solato, mi je prodajalec izrekel sledeče besede. Kupite tudi paradižnik, pa še češnje, da boste živela 200 let. Jaz pa sem ga pogledala in sem rekla, kaj sem vam pa hudega naredila, da mi želite samo 200 let? Prav, a ni to veliko? Sem rekla, ne, jaz si želim pa večno živeti. Zakaj bi živela samo 200 let, če mi pa Bog ponuja večnost in večno življenje? Bila je zraven še ena gospa, starejša, se je začela dobrohotno smejati. In je rekla, ja, še prav imate. Seveda, zakaj si bi želeli 200 let življenja, 120 let življenja, 80 let življenja? Če nam pa Bog in Božja modrost ponuja večnost. Jaz sem že naprosila našo znanstvenico Jernejo, da bi nam pripravila temo, ali je možno v telesu živeti večno življenje. Pa se še vedno pripravlja. In upam, da bo to predavanje uspela narediti, preden bom stara 200 let. Ker ga rabimo vsi. Zakaj govorim o večnem življenju? Vsi si prizadevamo živeti, se strinjate z menoj. Vse, kar delamo za življenje. Nihče od nas si ne želi čez 1 sekundo umreti. Pa si mislimo, saj če bom pri 70-ih, ni problem, se to 70 leta še zelo dolgo. Ampak ni dolgo. Leta hitro minevajo. Zelo hitro. In se pripravljati na smrt z oporokami, da vse dolgove poravnaš, da se pobotaš z vsemi ljudmi, da greš na drugo stran brez karme, v narekovaju, brez dolgov. Ali jih ni najbolj prijazno za nas osebno. Je za druge, ne pa za nas. Zakaj bi se pripravljali na smrt? Zakaj bi zapuščali za seboj neporavnane dolgove, srečne svojce, ki jih seveda obdarujemo z svojim lastnim premoženjem? Zakaj bi za njih skrbeli? Ni bolj modro skrbeti za sebe, imeti sebe tako rad, da se ne pripravljamo na smrt, da se pripravimo na večno življenje. To niso sanje, to je resnica. Obstaja večno življenje. Na žalost se o tem zelo malo govori. Zelo malo, premalo. V Svetem pismu, v knjigo Resnice, je samo na prvem poglavju
govor o tem, da sta bila Eva in Adam ustvarjena za večno življenje v raju, seveda z enim pogojem. Da bosta ostala povezana z stvarnikom. Če ga boste ljubila, če bo stvarnik na prvem mestu. Če ne bosta šla v drevo dvojnosti, v drevo dobrega in slabega. V drevo dvojnosti. Temu se reče, da postanemo neposlušni Božji besedi in da verjamemo drevesu dvojnosti, kjer je noč in tema, kjer je smrt, kjer so bolezni in kjer je tudi tu in tam kakšna svetlobna lučka, radost, veselje, vendar slej ko prej nastopi tudi kakšen trenutek, ki pa ni več tako radosten. Temu se reče, da smo v sistemu. Danes je naša predavateljica v financah kar lepo omenila to podganjo dirko. Zjutraj delamo za denar, popoldne ga zapravljamo, zato da ga naslednji jutro spet služimo. In seveda, ker je veliko ponudbe in ker je res veliko ponudbe, pač ljudje smo si jemali kredite na obroke in smo prihajali v težave, ker nam je svet ponujal več, kot smo mi uspeli zaslužiti. Temi karticami so nas resnično navidezno pocrkljali. Se ni problem, se lahko na obroke vzamete, 12 obrokov, celo 24 obrokov, brez obresti, ni problem, vi samo vzamite. In pridemo v stres, ker je teh obrokov potem ne samo eden, tudi druga trgovina ti ponuja na obroke, pa še tretja. Ko vse te obroke sešteješ, je plača premajhna. In so problemi. Ampak ne bom jaz danes o tem govorila. Govorila bom o tem, kar sem obljubila. O temi, kako izboljšati svoj imunski sistem, da omogočimo samozdravljenje. Kako? S tem, da se jezim na vlado, da sem v stresu, da se bojim opičjih koz, s tem, da sem zaskrbljena, kako bom kredite plačevala, s tem, da sem jezna na otroke, ki ne delajo tako, kot bi jaz želela, ali mogoče s tem, da moj partner ali mož ali bližnji sorodnik glih ne izreka tistih besed, ki bi jih jaz rada slišala, bom s tem imunski sistem izboljšala? Sigurno ne. Nemogoče. To je podobno, kot da bi želeli, da nam voda odteka nemoteno skozi vodovodno cev, ki pa je zamašena in se voda nabira. Tako je tudi človeško telo energetsko bitje. Z številnimi nadiji, Indijci pravijo, energetskimi tokovi, se z vsako sodbo, z vsakim stresom, z vsako žalostjo mašijo. Kot cestišče, če promet ne teče tekoče, zastoji. Po 2-3 ure se lahko čaka, da se sprostijo. To je tudi z našim fizičnim telesom. Lahko smo pritočni za to vodo življenja, ki jo dobivamo direktno iz neba. Lahko iščemo to pritočnost z zemeljskimi pripomočki, kot so kamni, meditacije, joga vaja, facelift joga, tudi molitve.
In vendar, tukaj je en zelo, zelo pomemben. Faktor, ki ga je treba zelo dobro razumeti. Če nimamo sprave z svojim izvorom življenja, s to vodo življenja, nam vse ostalo, kar je zemeljskega, kar je mentalnega, kar je fizičnega, kar je dobrodelno ali dobronamerno ponujenega iz tega sveta, strani medicine, strani svetovalcev, strani psihiatrov, samo za začasnega veka. Lahko nam podaljšuje življenje, vendar, nam bo to omogočilo večno življenje? Nam bo to omogočilo živeti več kot 120 let? Kje je tista informacija, ki nam v danem trenutku lahko odpre razumevanje, ali je res možno večno življenje v telesu? In zakaj obolevamo? Zakaj smo utrujeni? Zakaj rakave celice? Zakaj tumori? Zakaj ciste? Zakaj glavoboli? Zakaj jeza na bližnje? Kako se temu ogniti? Kako izboljšati našo kvaliteto življenja do te točke, da bomo toliko pretočni, da ne bomo imeli zastoja v svojih nadih, energetskih kanalih, v energetskih poteh, da bomo to ljubezen Božjo sprejemali in jo dajali naprej kot zastonjski dar na vse naše bližnje. Kako to doseči? Z zunanjimi pomagali ne, nemogoče. Lahko pa odločimo, da ne bomo reagirali na zunanje dogodke, ne z sodbo, ne z nemirom, ne z jezo, ne z depresijo, ne z žalostjo, ampak kot večkrat povedala, z brezpogojno ljubeznijo. To, kar je 9. člen, 1. alineja, Društva za srečno življenje, Belis, kot osnova, kot temelj. In samo to, da sprejemamo to brezpogojno ljubezen in da jo tudi darujemo naprej, je tisti temelj, ki nam bo omogočil tudi v fizičnem telesu boljše zdravje, boljše počutje, več sreče, več miru, več modrosti, tisto radost, ki ne more dati niti, če zadanemo na lotu. 1 milijon evrov, recimo. Tista prava radost, notranja radost. Ker v Svetem pismu piše, da smo ustvarjeni po Božji podobi. Ustvarjeni smo po Božji podobi. Kaj to pomeni, da smo ustvarjeni po Božji podobi? Imamo v sebi to seme, da smo Božji otroci. In da smo lahko Božji otroci v vsaki sekundi tega življenja, ne glede na naše okoliščine, ne glede na to, kaj se dogaja okrog nas, ne glede na časopise, na televizijske oddaje, na filme, na sporočila, ne glede na to, kaj nam kdo reče, koliko nas sodi, kaj nam naredi. Imamo to seme v sebi, to seme brezpogojne ljubezni. Mi smo Božji otroci. Čeprav so nam v šoli povedali, da smo lumpi, da nič ne znamo, da smo čvek dobili,
čeprav nam v cerkvi govorijo, da smo grešniki, nevredniki, čeprav nam včasih nekdo od bližnjih kaj reče, kar nam ni všeč, še vedno smo to, kar smo, Božji otroci. Vedno smo, v vsaki sekundi življenja smo to, kar smo. To seme je alfa in omega, ki je v nas. To seme je tisto, ki mora zrasti v drevo življenja. In ne smemo verjeti zunanjim besedam, zunanjim manipulacijam, zunanjim dogodkam. Vedeti moramo, kdo smo, kaj smo. Samo, če smo to, kar smo, dobivamo to vodo življenja, ki nas očiščuje, zdravlja, stušira vse žalosti preko dneva. Ki smo jih sprejeli, ker smo šli skozi dan z ljudmi, ki so nas obmetavali z blatom, s sodbami, z žalitvami in se je na nas kaj dotaknilo. Vendar imamo zvečer tudi duhovno tuširanje, ki je brezplačno. Vodo moramo na žalost plačati, če se tuširamo ali kopljemo. In ko duhovno tuširanje za vsakega izmed nas je 100% brezplačno. In to je edina stvar, ki nas očisti, ki nas duhovno razsvetli, ki nas razsvetli, osreči, da lahko zaspimo in se zbudimo v radosti in miru. Potem imunski sistem deluje. 100%, ker imunski sistem imamo zato, da se proti virusom, bakterijam, težavam tega sveta, telo bori na moder način. Dobro veste, da kadar je v družini kakšen velik šok, da nam nekdo umre, ki ga imamo radi, da se zgodi nesreča ali kakšna druga katastrofa, smo v stresu in se nam imunski sistem poruši. Imunski sistem se tudi poruši, če sprejmemo cepiva. Se mora boriti proti cepivu. S trupom v cepivu. Imunski sistem se nam poruši, če jemo zdravila. So noter tudi strupi. Imunski sistem se nam poruši, če dobimo kakšno položnico strani davčne uprave, ki vemo, da jo ne moramo plačati, ali pa da je še celo krivična, nepoštena. Imunski sistem dobi šok. Ta šok je tisti šok, da telo ne more funkcionirati tako, kot je ustvarjeno, ker mi smo ustvarjeni popolni. V nas je popolnost. Imamo vsi seme popolnosti. Imamo seme popolnega zdravja. Zato toliko čudežnih ozdravitev, ko so ljudje odpuščali svojim sovražnikom. Ali jih je nekdo tako dobro blagoslovil, da so začasno ozdraveli, in če se ni naučil, da lahko ponovno zboli, če ne bo spremenil svojih navad in razmišljanj, bo vedno odvisen od nekoga, ki ga blagoslavlja. In vendar je nujno, da razumemo vsi, da imamo vsi ta dar, sprejemanje duhovne vode življenja, ki nas duhovno očiščuje, povezuje z resnico, z ljubeznijo, z radostjo, z veseljem, z mirom. In to je tisto, kar telesu omogoča, da živi radostno, zdravo, popolno življenje. In potem imunski sistem lahko deluje. Kdor je nasedel manipulacijam strahu v zvezi s korono, je sigurno zbolel slejko. Je dobil, kot pravijo, imel sem 2-krat korono. Zakaj je dobil nekdo korono, drugi pa ne? To, ker ga je bil strah, ker je bil v stresu, 2 leti ta stres trajal. Zdaj 2 meseca smo v Božjem miru, vendar iz ozadja, kot bo Mihael tudi naredil posebno zvočno informacijo, v ozadju pripravljajo ponovno informacije,
ki bo številne ljudi prestrašila. In če nas je strah, so odprta vrata za številne bolezni, številne nesreče. In kako se zdaj zaščititi, da ne bomo nasedali tem lažem in manipulacijam iz našega okolja? Samo tako, da vemo, kdo smo, da smo povezani z svojim izvorom življenja, da to sprejemamo, da se zavedamo, kdo smo in da je samo od nas odvisno, ali se bomo zjezili na nekoga, ki nas je užalil ali karkoli hudega storil, ali ga bomo blagoslovili. Ali bomo nasedli besedam Ministrstva za zdravje, ko nas bodo strašili z opičjimi kozami in nas spodbujali k novemu cepljenju in bomo verjeli, da nas bo cepljenje rešilo? Komu bomo verjeli? Če bomo dovolili sami sebi, da bomo v miru, v radosti, v ljubezni, v popolnosti, z tem izvorom življenja, da bomo res srečni, da ne bomo izgubljali svoje sreče zaradi zunanjih okoliščin, da bomo vedeli, da imamo pravico in dolžnost biti srečni, radostni, dobrotljivi, veseli, polni ljubezni. Tem se ne rabimo bati, da bomo kadarkoli, kjerkoli, na kakršenkoli način zboleli. In jaz verjamem, kako bomo 100% povezani z Božjo resnico. Bomo 100% sprejemali to Božjo milost, ki nam je že dana z rojstvom. Tem ne rabimo verjeti, da bomo 200 let živeli. Tako verjamemo, da imamo moč samozdravljanja v sebi. Da imamo moč obnove. Vsako noč se naše telo obnavlja. Imamo matične celice, ki obnavljajo in skrbijo za popolno obnovitev vsega telesa, vseh organov, proti, vsak dan. In če smo v stresu, če nekaj verjamemo, kar nas prizadene, potem naš imunski sistem ne more delovati. To vam toplo priporočam. Vzamete vsak dan čas, vsaj 20 minut, ste v miru, tišini, da dvignete svoje roke in da sprejmete to tuširanje, belo tuširanje. Je zastonjski dar za vsakega izmed nas, direktno iz neba. In da dovolimo, da je ta tuš tisti, ki nas tušira duhovno, čustveno, mentalno. In da to sprejme naše telo. In da to tudi darujemo naprej. Za vse naše bližnje. Če bomo to delali vsaj 20 minut na dan, verjemite mi, da boste zdravi, srečni, mirni, ste v neprebojnem ščitu in nihče nikdar nikoli vam ne bo mogel nič narediti, ker vam bi lahko porušilo vaš imunski sistem, vaše zdravje, vašega duha. Ne smete dovoliti. Ne smete verjeti. Verjemite, da ste Božji otroci, vredni, srečni, da živite življenje in da ne verjamete vsemu temu, kar se okrog vas dogaja. Slednjič vam bom nekaj vaj konkretnih pripravila v obliki ene male brošurice in tisti, ki boste želeli, boste lahko tudi to dobili za tisto dnevno duhovno tuširanje, ki je več kot nujno v teh časih. Vsi vemo, da se je treba vsak dan stuširati, umiti roke, zavedati pa se moramo, da v teh časih je res pomembno, da imamo tudi to belo tuširanje, je zastonjski dar
izvora življenja za nas in za vse naše bližnje. Najlepša hvala za vašo pozornost in želim vam, da ste srečni, zdravi in da bomo skupaj 12. junija doživeli en čudovit skupni dan, da nas bo toliko, da bomo ustvarili tisti zaščitni plašč v Sloveniji, s katerim bomo resnično močni, neprebojni, radostni, zdravi, da bomo dober zgled vsem ostalim, v tem trenutku še strahujejo in se bojijo za svoje življenje. Najlepša hvala, hvala za pozornost.